Celjski župan Bojan Šrot napovedal kandidaturo za svoj 6. županski mandat. V Celju na obisku predsednik republike Borut Pahor. Za obnovo cestnega odseka 300 tisoč evrov. Lokalni rokometni derbi dobile Celjanke. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Celjski župan Bojan Šrot bo prihodnje leto na lokalnih volitvah kandidiral še za svoj 6. županski mandat. Šrot je župan mestne občine Celje postal leta 1998, ko je v drugem krogu županskih volitev premagal takratnega župana Jožeta Zimška, nato pa je na naslednjih 4 volitvah prepričljivo slavil že v prvem krogu. Župan Šrot je odločitev o kandidaturi potrdil v oddaji na naši televiziji. Ja, to sem se že odločil in bom zagotovo kandidiral. Sploh, če me bo zdravje služilo tako, kot me trenutno. Se na volitve vsak resen kandidat, sploh če upravlja aktualno to funkcijo, pripravlja že od zadnjih volitev naprej. Jaz pač delam vsa leta približno enako, korektno, ne obljubljam stvari, za katere vem, da jih ni možno realizirati. Poskušam pomagati tam, kjer lahko pomagam. Sem tudi po naravi takšen človek, da nisem favšljiv, ampak privoščim vsakomur uspeh, ki ga doseže, ker vem, kako se je treba potruditi in upam, da imamo nekaj zelo zanimivih načrtov in projektov. Upam, da nam je bo uspelo realizirati, mogoče že pred samimi volitvami, zagotovo pa bom naslednje leto kandidiral. Spomnimo, da je Bojan Šrot najvišjo funkcijo v mestni občini Celje zasedel leta 1998. Tako bo prihodnje leto minilo 20 let njegovega županovanja. Vse od prve kandidature ga je podpirala Slovenska ljudska stranka, katere član je bil, a februarja lani je iz nje izstopil. O tem, s podporo katere stranke bo kandidiral prihodnje leto, ter ali bo ustanovil svojo stranko oziroma na volitvah nastopal z listo, še ni odločen. Tokrat seveda nameravam kandidirati sam, nisem se še odločil ali za nestrankarsko listo ali pa mora biti s kakšno lokalno stranko. Kot že rečeno, zagotovo pa bom kandidiral. Ali bom sestavil tudi svojo kandidatno listo za svetniške volitve, se še pa nisem odločil. V Šrotovih 5 mandatih je občina uspela izkoristiti številne razpise za evropsko sofinanciranje različnih projektov. Celje je dobilo nove športne objekte, center za ravnanje z odpadki, urejale so se ceste, gradili trgovski centri, prenovilo mestno jedro. A načrtov, čeprav svojih predvolilnih obljub za naslednji 4-letni mandat še ne izda, kot pravi sam, še ni zmanjkalo. Eno je tranzitni promet v smeri sever-jug, tam od Mariborske naprej teče pravzaprav skozi naše staro mestno jedro, kar je v teh časih nesprejemljivo, zlasti tudi zaradi onesnaženja s hrupom. Zaradi tresljajev, kamionski promet povzroča precej tresljajev, nastaja škoda na teh objektih, ki so vsi varovani, Celjski dom, tudi pošta in vsi ostali. Da ne govorimo seveda o hrupu, onesnaženju s prašnimi delci. Drug velik problem pa je seveda sanacija starih okoljskih bremen, ki jih mesto z svojim proračunom, ki je nekaj manjši od 50 milijonov, v katerem pa je zelo malo tistega kreativnega denarja, kajti imamo celo vrsto zakonskih obveznosti, od vrtcev, šol, vsega ostalega. Preko 5 milijonov na leto damo za različne socialne transferje. Priznava, da je v času, ko država občinam ne omogoča zadostnega črpanja evropskih sredstev in krči predvidene prihodke, hkrati pa jim nalaga vedno nove finančne obveznosti, težko izpeljati kakšen večji projekt. Moram povedati, da je težko, da je v tem mandatu res težko, kar se tiče finančnih sredstev. Država je res zelo mačehovska do lokalnih skupnosti. Nam približno vsako leto vzame kakšna 2 milijona ali pa še malce več denarja. Govorim seveda o povprečnini in pa o dodatnih stroških, ki jih država nalaga občinam z vsakim sporazumom sindikati javnega sektorja. Država se je žal še dodatno centralizirala. Trenutna oblast nima nobenega posluha do lokalnega nivoja.
O tem, kdo bodo njegovi protikandidati na županskih volitvah prihodnje leto, pa je zdaj še prehitro govoriti. Včeraj je Celje obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je svoj obisk izkoristil predvsem za predstavitev aktualne predsedniške kandidature in pogovor o aktivnostih, ki jih je in ki jih še bo v času predsednikovanja izvajal in poskušal uresničiti. Na prvem obisku v času kampanje predstavitve predsedniškega kandidata se je Borut Pahor ustavil v Celju. Kot je poudaril, še vedno stremi k moči dialoga in povezovanja, kar je tudi bistvo predsedniške funkcije. Predsednik je zame nekdo, ki vestno izpolnjuje njemu zadolžena ustavna in zakonska pooblastila, hkrati pa človek, ki povezuje Slovence v nacijo in državljanke in državljane v eno državljansko skupnost, ki je močna zato, ker zna skupaj bivati, ne glede na razlike in prav zaradi razlike so med njimi. Skozi vaš mandat ste se trudili nekako povezati državljanke, državljane. Moč dialoga je tisto, kar poudarjate še zdaj. Ja, jaz mislim, da so nas zgodovinske izkušnje Slovence in Slovenke naučile dvoje, da če se prepiramo, na koncu to vodi do usodnega razkola, to se je zgodilo sredi prejšnjega stoletja. Če pa sodelujemo, nas to pripelje tudi lahko do v usodnih trenutkih do enotnosti, kar se je zgodilo z osamosvojitvijo. Torej imamo obe izkušnji in mislim, da nas ta druga, leta 1991, navdihuje, da se ravnamo po njej, da čim bolj poslušamo in drugega, da delamo in z drugim, da tam pa, kjer imamo razlike, znamo tudi živeti eden z drugim kljub tem razlikam. Bile so tudi izjemno močne, ko smo imeli že tretjo vlado zdaj v tem času, nedolgo nazaj. Kakšna je bila vaša vloga pri tem? Moja naloga je bila, da sem pravočasno opravil to, kar moram za ustavo in zakoni, in hkrati s tem, da smo ta proces prehoda ene vlade, recimo predsednika Janše k predsednici Bratuškovi, predsednice Bratuškove na premijera Cerarja, opravili brez slehernih proceduralnih ali pa političnih negotovosti, ki bi dodatno netile en političen nemir in nestabilnost. V tem smislu ima predsednik veliko več moči, kot se jo vidi navzven, in če jo pametno izkoristi, je tudi ni treba razkazovati. Borut Pahor je predsednik postal konec decembra leta 2012, v takrat še kriznem obdobju. Zdaj je Slovenija izven krize, kot kažejo različni kazalniki, a se zdi, da politika in država še vedno delujeta s kriznimi ukrepi. Kako uspešno naprej? Zdaj je zelo pomembno, da uredimo to vprašanje meje s Hrvaško, da nimamo teh težav z tem vprašanjem, ki se je zdelo že rešeno, in da se popolnoma posvetimo nadaljnjemu okrevanju in temu, da smo umeščeni v tisti del Evrope, ki gre najbolj hitro naprej. To se mi zdi bistveno. Beseda je včeraj tekla tudi o besedni zvezi Hrvaška, soseda prijateljica. Jaz sem danes hotel povedati, da je v interesu Slovenije, da se pogovarja z Hrvaško. Na naši strani je mednarodno pravo, na naši strani je velik del mednarodne skupnosti, zato nam dialog v osnovi ne škodi. Z njim bomo mi ohranili en verodostojen status v mednarodni politiki. Tako da se jaz dialoga ne bi bal, vendar pa seveda nisem za to, da bi zdaj kakorkoli omejeval vlado pri tem, če se je odločila, da je potrebno malo bolj zaropotati. Razumem, da je to delene taktike, ampak v strateškem smislu pa vam moram še enkrat povedati. Iz mojih izkušenj, iz zgodovinskih izkušenj širše vem, da bo do mirne uveljavitve poteka meje med obema državama prišlo edinole z dialogom. Borut Pahor je včeraj v času svojega predsedovanja Republiki Sloveniji Celje obiskal že 20-tič v sklopu predsedniške kandidature in promocije le-te, pa ga verjetno v Celju znova spet srečamo. Med Proseniškim v šentjurski občini in Žepino, ki leži v mestni občini Celje, so pred meseci povsem prenovili slab kilometer ceste, ki sodi v šentjursko krajevno skupnost Blagovna. Med krožiščem na Proseniškem in zaselkom Cerovec je poslej za varnost poskrbljeno tudi s pločnikom. Za obnovitvena dela sta občina in krajevna skupnost zagotovili 300.000 evrov. Eden najbolj dotrajanih cestnih odsekov na območju krajevne skupnosti Blagovna, ki šteje blizu 1800 prebivalcev, je bil tisti, ki vodi proti Ljubečni v celjski občini. Pri tej cesti gre konkretno za sredstva občine Šentjur.
Mi smo to cesto izvedli v sodelovanju z krajevno skupnostjo Blagovna. Gre za cirka dobrih 300 tisoč evrov vredno investicijo, vredno naložbo. In pa seveda dolžina te ceste je slab kilometer, ima pa seveda vse pripadajoče potrebne elemente, ki sodijo pač v to kategorijo ceste. S tem seveda nadaljujemo z izvajanjem investicij v lokalno cestno infrastrukturo praktično po celi občini. V letu 2014 smo začeli pripravljati dokumentacijo, začeli upoštevati želje, kakšne bi bile, da se ta cesta v kompletu uredi. No, leta 2015, ko smo nastopili pa nov mandat z drugačno zasedbo v svetu krajevne skupnosti, smo pa seveda to tudi podprli, ne? Idejo in cel projekt. V letu 2015 smo ga prijavili na razpis za asfaltiranje cest. V letu 2016 pa se je začela izvedba, ki je bila zaključena v spomladanskem delu 2017. Tako da ta cesta je dejansko v letošnjem letu prešla v uporabo. Cesta je zelo dobro narejena, ima vse lastnosti lokalne ceste, vsi zavijalni radi, vse je tako, kot mora biti, da so tehnične smernice te ceste zadovoljive, tako da je zdaj varna za uporabo v prometu. Prometnica se lahko sedaj pohvali tudi s pločnikom. Krajevna skupnost je pri vsem skupaj prispevala približno 10% sredstev. Na Šentjurskem pa je v tem trenutku kar nekaj del tudi na državnem cestnem omrežju. Govorimo o dveh mostovih, to je most pri Zikušku v Šentjurju, most v Dolah, konkretno na relaciji Celje-Dramlje oziroma Šentjur-Dramlje, in pa trenutno se izvaja projekt Loka Ledinščica, to je v krajevni skupnosti Planina, kjer se navezujemo tudi z občino Šentjur na občino Kozje. V perspektivi, se pravi v prihodnjih mesecih, pa se bodo začeli izvajati dela tudi na cesti Planina-Sevnica, kajti trenutno je v postopku izbor izvajalca, prav tako pa tudi ureditev na G207, se pravi ceste, ki vodi iz Stopč proti Grobeljnemu, kajti tam je na dolgo še ureditev pločnika in pa seveda vseh ostalih elementov ceste. Most na cesti Dole-Šentjur bi naj uredili do konca oktobra, most čez Voglajno na cesti Šentjur-Planina pa do konca maja prihodnje leto. V drugem krogu ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice celjskega kluba z Dežele v lokalnem derbiju 26-21 premagale Žalec. Celjanke so novo državno prvenstvo začele odlično, saj so v uvodnih dveh krogih dosegle 2 zmagi. V soboto so na Deželo prišla dekleta iz Žalske Zelene doline. Njihov trener Aleš Filipčič je v hram celjskega in slovenskega rokometa pripotoval brez najmočnejšega orožja, vratarke Edite Amon, ki je morala na službeno pot v Beograd. S povišeno telesno temperaturo je v dresu Žalca nastopila Celjanka Maja Klakočer, s poškodovano ramo pa Kaja Krebs, dekle, ki prav tako prihaja iz Knežjega mesta. Domači trener ni imel skrbi, z lažjo poškodbo kolena se ukvarja samo Urška Robič. Tudi ona pa je bila v kadru za lokalni derbi. Celjanke so takoj na začetku srečanja zagospodarile na parketu in vodstva niso izpustile iz rok vse od prve do zadnje minute. V prvem polčasu so mirno živele in plule v varni coni, večji del polčasa so vodile za 3 gole. V drugem polčasu so Mesninke pobegnile za 6, toda Žalčanke se niso vdale in se vrnile na samo 3 gole zaostanka. Celjanke so po 21-17 lažje zadihale in zadnjima 2 zadetkoma na srečanju postavile končni izid srečanja 26-21. Zadnjega na srečanju je za smetano na vrhu torte čez celo igrišče dosegla celjska vratarka Klara Hrovatič. Saša Golavšek je za Zeleno dolino dosegla 6 zadetkov, pri 6 se je na Deželi zaustavila tudi Sanja Vrček. Jaz moram pohvaliti Celjanke, kvalitetna ekipa. Tudi naša ekipa ni slaba, seveda. Če bi bili mi kompletni, to pomeni, da bili pripravljeni, mi smo imeli res probleme že od začetka pripravljalnega dela. Ne vem, če smo sestavili en trening, ki ustreza igri 6-6. Upam, da bomo se počasi zbrali, da bo prava temu sledila in da bojo na slednjih, to pomeni tekmi, ki bodo prišle. Jaz mislim, da če bomo trenirali tako, kot je treba, ekipa je kvalitetna, dosegali zmage in mislim, da bomo s Celjem korili tudi slovenski vrh. Po zmagi na Galjevici Celjanke ostajajo ena od 5 ekip,
100-odstotnim izkupičkom v državnem prvenstvu. Ja, sigurno je to lep začetek, tako smo si želeli. Vidi se, da smo res čisto nova zasedba na bekovski liniji, da še delamo veliko napak. Smo ne reči, da bi danes bila razlika tudi večja, ampak še enkrat čestitam Žalčankam. Igrale so res oslabljene, borile so se in moram reči, da na koncu smo se res mogli potruditi, da smo te 2 točke zadržali v Celju. Sebastian, na vrsti je reprezentančni premor in kolikor vas poznam, ni govora o kakršnem koli počitku. Ne, sigurno ne. Mi bomo trenirali maksimalno. Lara nas sicer zapusti, Lara gre v reprezentanco, ostale bomo trenirali. Vidite, da imamo še veliko dela, moramo še kar nekaj stvari popraviti, ampak glejte, če imaš 4 točke na računu, je lažje. Po reprezentančnem premoru čez 14 dni dekleta z dežele odhajajo v koprsko Bonifiko, nato pa na domače dvorišče prihaja eden najtežjih nasprotnikov v državnem prvenstvu, ajdovski Mlinotest. Vsaka tekma je težka, mi se bomo pripravili prvo za Koper. Se veste, vsaka gostovanja so težka in bomo videli, kako bomo lahko Kopru odigrali. Sigurno bomo šli tja na 2 točke in potem se v miru pripravili še na Ajdovščino. Jutri bo večinoma oblačno, v notranjosti države bo še rahlo deževalo. Nekaj več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod zmirno do pretežno oblačno in večinoma suho. V petek bo sončno, dopoldne bo po nižinah megla. Oba dneva bo še pihala šibka burja. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.